Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kaj pomeni biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. Ogledali si bomo 5 napak, ki se pojavlja pri udarjanju s komolcem. Ena najbolj pogostih je pri začetnikih, da udarjajo takle bolj chicken varianto, torej ko kure in udarjajo s tem delom. In prepoznamo jih potem, da so tule celi plavi, ker udarjajo z napačnim delom, vendar se k tem vrnemo. To je bila prva napaka. Druga napaka pri začetnikih ali pa nasploh je, da ljudje odpirajo roko, torej ta kot se potem med udarcem s komolcem veča na mestu, da ostane konstantno isti. Torej, isto mora ostati. Tale kot tukaj ostane vedno isti, ne odpiram. Ne delam tega, ker potem že skoraj plavam kralj, na mestu, da udarjam. Potem udarna površina. Ne udarjam kar tule s celim, če je možno, udarim sam tule s koncem. In si predstavljam, kot da grem skozi nasprotnika in ga odprem. Potem četrta zelo pogosta napaka je, da se ljudje med udarjanjem s komolci ful odpirajo in v bistvu nosijo glavo na prodaj. To pomeni, dajte se pokrivati, vseeno se pokrivam tako, boksersko, bilo kako, videl sem že tudi neke take čudne garde, pa pokrivanje. Važno je, da je centrala pokrita. Peta pa najbolj pogosta ali pa zelo pogosta napaka pa je, da ljudje ne izkoriščajo celotne rotacije telesa. Zelo dobro rotiranje telesa prepoznate pri tistih borcih, ki medtem ko se zarotirajo, vseeno gre za razne krušeje ali pa udarce s komolci, ki pridejo po horizontali ali pa po diagonali, da zadnjo stojno nogo izrazito dvignejo peto in obrnejo. Kaj ti šele to omogoča celotno rotacijo. Evo, to je bilo 5 napak. Dajte jih odpraviti, upoštevati boljšo tehnično verzijo, ker boljša tehnična verzija pomeni tudi večja moč udarca. In oglejte si še kak video za nazaj, kjer nasplošno govorim o udarcih s komolci. Subscribajte, lajkajte, šerajte, komentirajte in se vidimo v naslednjem videu. Čau!